vedeli, da je Marija tudi mati cerkve? Čakaj, te cerkve tukaj? Tega pa ne razumem. Ne te zidane cerkve, ampak cerkve. Kako? Ali je še kakšna druga cerkev? Ja, ena je sezidana iz opeklen kamnov, kakor tale. Ena je pa iz živih kamnov. Čakaj, živi kamni? Kamni so tudi živi? Pa saj to je neverjetno. A potem lahko taki kamni se veselijo, pa smajejo, pa jokajo, pa vohajo, pa nabirajo hruske. Ne, čakaj, pa saj kamni sploh niso živi. Takih kamnov sploh ni. Pa so, skačejo, se smejejo, jočejo, vriskajo, pojejo, se veselijo. Živi kamni cerkve smo vsi, ki smo krščeni. Zato sestavljamo živo skupnost cerkve. Čakaj, potem so vsi tule živi kamni? Hej, ti živi kamen, ja ti tamle, ja, reci a. Ja, živi kamen, ja ti tamle, v modri majcki, reci a. Hej, ti živi kamen, ti bodi pa malo bolj tiho, ker si preveč živ. Ja, zdaj pa povej, kako pa je Marija postala mati cerkve? Ker je bil Jezus tako dober in pravičen, da mnogi niso marali, ker jim je bil kakor trn v peti. Naravnost jim je povedal, da so krivični, da so hudobni in podobno. Mnogi ga niso marali, zato so se odločili, da ga bodo pribili na križ. Dober večer. Kar naprej, ti si, Bartolomej. Gospodarki. Vem, pošilja te on, pri katerem boste skupaj z Jezusom imeli velikonočno večerjo. Vzemi ta kruh. Pripravila sem ga iz moke, ki je bilo prej v zrnih, to zrne je bilo prej v klasi, posejano po gričeju v Galileji. Saj tako se peče, iz moke. Tudi moja mati ga je tako pekla. Res pa je, da si ga zelo lepo spekla. Tokrat sem se še posebej potrudila, kajti ta kruh bo... Kaj bo? Videl boš ob svojem času. Vzemi ga, previdno ga nesi. To je sedaj največji dar, ki ti ga lahko dam. Le pojdi, da ne boš pozno. Zakaj je bila Marija tako skrivnostna? Kruh mu je dala za Jezusovo velikonočno večerjo. To je bila zadnja večerja, lahko pa rečemo tudi, da je bila prva. Čakaj, zdaj se pa že odloči. A je bila ta večerja prva ali je bila zadnja? Čisto si me zmešal. Oboje. Zadnja je bila, ker je bil takrat zadnjič s svojimi apostoli. Prva pa, ker je bila to prva sveta maša. In po tej večerji se je zgodilo, da je Juda Jezusa izdal. Jezusa so nato obsodili na križanje in na Kalvarijo je sam moral nesti križ. Poglej, kako se je na tej poti srečal s svojo materjo Marijo. No ti Jezus Nazarečan, dajmo, zmigaj se, vsak dan si upletel z jezikom, zdaj pa ne moreš nesti tega ubogega križca. Jezus, moj Jezus, s tabo ravnaj, kot da si nedolžne jagne, ki ga pelje v zakol. Marija, tudi tvoja veličina je velika. Moj Jezus, ne zapustim te. Poglejte ljudje, mati hudodelca, kako da si sploh upaš priti sem. Jaz bi se na tvojem mestu od sramu nekam pogreznil. Vojak, pusti jo! Njeno srce je premilo za tvojo robatost. Kaj? Ti pa lahko samo molčiš, od vseh si zavržen. Samo tvoja mati je še tu, ki pa očitno ne razume, kakšen hudodelec si.
zakaj si mi dal tole gledati? Pa saj to je strašno. Ali se je to res zgodilo? Res. Jezus je nesel težki križ. Še prej pa je bil bičan in rimski vojaki so mu na glavo dali iz trnja spleteno krono. In potem so ga pribili? Da, skupaj še z dvema, ki pa sta bila res hudodelca. Kako to boli? Sem slišal, da si kakor Bog. Zdaj, dokaži, pa stopi dol iz križa. Ne norčuj se! Midva so si to pridobila s hudodelstvom. On je nedolžen. Jezus, spomni se me, ko boš v svojem kraljestvu. Resnično povem ti, še danes boš z menoj v raju. Marija, Janez, pridite sem. Jezus, tako hudo mi je, da ni nikogar od apostolov tule pod svojim križem. Le tvoja mati in jaz. Moj Jezus, ne moram ti pomagati. Marija, Lahko sem le ob tebi. Marija, poglej Janeza. Odslej bo on tvoj sin. Janez, poglej Marijo. Odslej bo ona tvoja. Odslej bo ona tvoja mati. Hvala, Jezus. Vzel jo bom k sebi, pri meni bo na varnem. Poskrbel bom zanjo. Super tale Janez. On je bil tudi evangelist, ne? Ja, in edini od Jezusovih apostolov, ki je bil ob njem tudi pod križem. In potem mu je Jezus dal svojo mamo. No, in ko je Marija postala njegova mama, je postala mama tudi vseh drugih ljudi. Zato rečemo, da je Marija mati cerkve. In vseh živih kamnov. No, vseh. Evangelist Luka in Jezvedal, vse dovolita. Seveda, Marija, seveda smeš nastopiti izven scenarija. Ker, ko govorite o meni kot materi cerkve, nočem da zgleda, da je to kot naučeno. Saj, jaz sem, Luka, ti si to razumel. Ježek, ti dobro veš, kaj pomeni izgubiti mamico, kaj ne? Ja. Samo po hruške sva šla, pa sem jo izgubil in zdaj sem čisto sam. Veš, tudi otrokom se kdaj zgodi, da izgubijo mamico. Ja, in takrat so zelo žalostni. Ampak jaz želim, da vsi vedo, da je vsak otrok tudi moj otrok. Nikoli jih ne bom zapustila.
Jaz sem vedno z njimi. In zato sem mati cerkve. Čisto nikoli. Naj se zgodi karkoli, jaz vas in njih in vse ne zapustim nikoli. Ko je Jezus umrl na križu, se je meni kar stemnilo pred očmi. O, to se pa spomnim, Janez. Mislil si, da je vsega konec. A vedel sem, da se ob meni ti, Marija, in to me je opogumilo. Bila sem tvoja in vedno bom mati cerkve.